Pred jutrišnjo javno razpravo o insolvenčnem zakonu v Državnem zboru smo na Gospodarski zbornici organizirali omizje, na katerem smo izmenjali stališča oziroma potrdili pozitivno mnenje Gospodarske zbornice do predlagane novele zakona verzije E. Dejstvo je, da ob rastočem pojavu insolventnosti, ko število potencialnih insolventnih podjetij rapidno raste, je sedanji obstoječi zakon ZFPPD, ki je bil sprejet v lanskem letu v paketu interventne zakonodaje, ne odgovarja stanju, kakršnega gospodarstvo in kot družba potrebujemo. Današnja razprava je potrdila, da je vstopni pogoj za prisilno poravnavo 50% poplačila terjatev v 4 letih preoster in da je zato pritisk na vstop v stečajne postopke tudi v podjetjih, ki so sposobna prestrukturiranja, prevelik. Podprli smo izhodišče, da predlog 30 oziroma 40% poplačila terjatev, da je dopustna meja, pa vendarle ne v tako dolgih rokih, kot so predvideni danes, v 6 oziroma v 8 letih. Tukaj je potrebno še dodatno razmislek, kako to obdobje skrajšati. Potrdili smo, da je mala prisilna poravnava primerni institut, ki postopke prisilne poravnave poceni, pospeši, zlasti za mala podjetja, tudi za družinska podjetja, ki so v postopkih insolventnosti enostavno onesposobljena, ker je današnja cena vstopa v prisilno poravnavo nenormalno visoka. Pa vendarle smo ugotovili, da je tudi v teh poenostavljenih postopkih potrebno zagotoviti primerno revizijo bilanc takega podjetja, zato da bo njihova pravovernost do upnikov in do institucij, s katerimi se pač soočajo, večja. Potrdili smo, da novela zakona prinaša primerno večjo vlogo navadnih upnikov v insolvenčnih postopkih, da lahko kapitalizirajo svoje terjatve, da imajo bolj aktivno vlogo v upniških odborih. Hkrati pa smo soglasno ugotovili, da vloga lastnikov, ki je v današnji zakonodaji nekako preveč še vedno privilegirana, da je vlogo lastnikov v insolvenčnih postopkih potrebno postaviti na bolj pravično mesto. Lastniki ne morejo ugovarjati in ne morejo ustavljati insolvenčnih postopkov na način, da zmanjšujejo premoženje, s katerim se lahko poplačujejo navadni in zavarovani upniki. Bistveno za učinkovitejše izvajanje bodisi prisilnih poravnav ali stečajnih postopkov, ko do njih pač mora priti, pa je, da ima bolj učinkovito vlogo v teh postopkih tudi sodišče in tisti, ki upravljajo z insolvenčnimi postopki. Po zgledu tujine, po zgledu Avstrije, je potrebno dati primerno mesto tako sodnikom, stroki, ne samo pravniški, tudi ekonomski, potrebno jih je ekipirati, specializirati, zato da se bodo lahko ukvarjali s to tako zahtevno temo. In na drugi strani tudi vloga upraviteljev stečajnih postopkov ali prisilnih poravnav je odvisna od tega, kako so usposobljeni, kako jih k odgovornosti in seveda tudi na drugi strani kompetencam, kako jih opredeljuje zakon sam. Zakon daje možnosti, pa vendarle imamo prakse takšne, da jih je gotovo mogoče izboljšati. Tudi na strani sodišč. Sodišča se lahko reorganizirajo, specializirajo že v okviru sedanje zakonodaje in zato ni potrebno nobenih zakonodajnih sprememb, le narediti je potrebno. Torej, na današnjem omizju smo potrdili, da je potrebno urgentno spremeniti oziroma sprejeti predlagani zakon ZFPPE, zaradi tega, ker je nedvomno prisilna poravnava tako v interesu navadnih kot zaščitenih upnikov, ker stečajni postopki pri nas pač tečejo predolgo. In zato je nujno sprejeti to novelo zakona,
Hkrati pa na drugi strani začeti pripravljati sistemski zakon, ki bo uveljavil takšne rešitve, kot jih pozna bližnja in daljna tujina, da bomo lahko ohranjali zakon leta, ne da ga bomo spreminjali vsake pol leta.